V dva enaka kozarca do vrha naslujemo frnikole. En kozarec napolnimo z velikimi, drugega z majhnimi frnikolami. Nato v oba dolijemo vodo do roba. Kaj opazimo? A. V vrču z majhnimi frnikolami je več vode. B. V vrču z velikimi frnikolami je več vode. C. V obeh vrčih je enako vode. Ali D. V vrču z malimi frnikolami je manj vode. Čakaj. Z majhnimi frnikolami. Nekaj sekund. Z velikimi? Ja, takole so odgovorili. Rumeni so izbrali odgovor D. Pravijo, da je v vrču s frnikolami manj vode, medtem ko so vijoličasti izbrali odgovor A. V vrču z majhnimi frnikolami je več vode. To se pravi, ravno obratno so razmišljali. Me prav zanima, frnikole so že pripravljene. Za tale poskus sem sicer vzel dva enako velika kozarca in jo napolnil s frnikolami. Enega z velikimi, te so res lepe velike frnikole, drugega pa z majhnimi, tudi te so lepe, da jih ne bom diskriminiral. Pripravljena pa imam tudi dva vrča, ki sta napolnjena z enako količino vode, takole jo lahko vidite. Zdaj pa bom do roba v oba kozarca dolil vodo, kolikor bo pač šla. Pa poglejmo. Takole že nalivamo, upam, da ne bo šlo preveč čez in da tekmovalce že skrbi, ali so pravilno odgovorili ali ne. Še mičkano. Tale kozarec je že skoraj poln, drugi pa tudi še čisto do roba ga napolnimo. Ja, zdaj pa preverimo, kaj s temi vrči. Zanimivo, ja, na presenečenje mnogih ugotovimo, da je količina dolite vode v obeh primerih enaka. Čeprav so frnikole različnih velikosti, so med njimi sorazmerno enaki prazni prostori. To je povezano s tem, kako se kroglice zlagajo v prostoru, manjše zapolnijo večji delež, a jih je tudi več, kar se uravnoteži. Videz včasih vara, a z malo premisleka lahko pridemo do pravilnega sklepa. V tem primeru je bil to odgovor C, ki pa je tele frnikole naših tekmovalcev kar raztreščil naokoli in nobeni od ekip ni prinesel žal nobene točke. Ampak vseeno, aplavz za obe ekipi, ja?